Pred dobrim mesecem dni je na Facebooku zaokrožil en video posnetek Zmaga Jelinčiča, v katerem je govoril o tretjem delu izdaje te knjige. Danes je prišla na svetlo knjiga Slovenci in Slovenije. Napisal jo je Andrej Šiško. Ni zgodovinar, pa vendar so dejstva takšna, da se bodo naši zgodovinarji, tako imenovani zgodovinarji z vsemi doktorskimi nazivi držali za glavo. Da je nekdo, ki ni zgodovinar, napisal takšno knjigo, utemeljeno vse z dokazi, z arhivi in z brskanjem po arhivih. Video posnetek je zelo uspešno zaokrožil Slovenijo, saj je presegel celo 270.000 ogledov. In danes bova tudi govorila o tej knjigi malo bolj natančneje. Knjiga ima 598 strani, torej je zelo obsežna. Kaj več boš pa povedal kar ti sam? Ja, hvala za besedo. Postjare seveda tudi tebi in pa vsem gledalkam in gledalcem. Zdaj, ko sem jaz začel pisati to prvo knjigo, ne to, sta zadnjo, prvo knjigo, ki ima naslov Slovenci, Slovenci in Slovenije, sem takrat predvidel, da bom napisal 10 delov. To je bilo leta 2021. In seveda sta najprej šla prvi del pa drugi del. Za vsak od teh delov ima tudi podnaslov. Prvi del ima podnaslov Vir in slovstvo, drugi del ima pa podnaslov starodavno ime Slovenija. In potem pa sem začel pisati tretji del. In takrat se je pa pojavila nekaj vrste težava, da temu tako rečem, ker je vsebina, to lahko sproti malo pokažem to, ja, ker je dejansko torej vsebina tega tretjega dela, to je 3x3. Prvo je bil predvidena ena knjiga, na koncu so nastale 3, oziroma 3 zvezki, če temu tako rečem, so vsebina začela samo naraščati in naraščati. In zdaj, to je bila 3x1, jaz ko sem videl, da je to že taka debela zadeva, sem rekel, pa ne more biti to še bolj debelo, že to je za marsikoga predebelo, pa se bo ustrašil tega. Zdaj, če bi bile še tu trde platnice, bi lahko bilo celo že za koga nevarno. En izmed bralcev mi je povedal naslednje, je rekel, verjetno si to napisal, super je vse, ampak jaz to zvečer, ko berem, ležim v poslu in mene je strah. Kaj pa ti je? Je rekel, gledaj, če slučajno zaspim, pa mi pade knjiga na glavo, me lahko ubije. No, to je pa potem še 3x2 del. In zdaj vse 3 knjige so dokaj debela zadeva. In moral sem potem avtomatsko to, najprej sem mislil razdeliti na 2 zvezka, potem pa sem se odločil za 3. To, o čemer govorimo danes, kar si me vprašala, pa je ta tretja knjiga, ki jo je pokazal Jelinčič, in torej ta knjiga je 3x3 del, oziroma 3. zvezek tretjega dela, v katerem sta 2 samostojna, lahko rečemo tudi temu neodvisna spisa, ki sta vsebinsko seveda sorodna in pa povezana. Ampak tvorita pa vsak izmed njih zaključeno nekako celota. Zdaj, prvi spis ima naslov Sprememba domačega imena Sloveniji, tu je ime Slovani, Slovjani, Slaveni. Drugi del pa nosi naslov Veneti, Venedi, Vindi, Svevi, Sklaveni, Sloveni, Slovenci. Tako da to je v osnovi najosnovnejše, kar lahko povemo vsebini te knjige. Torej, v prvem spisu si govoril o Sloveniji. In sicer v šolskih klopeh smo se namreč učili, da obstajajo naši predniki, ki so Slovani. Pa me zanima sedaj, če nam lahko malo več o tem poveš, se pravi, kako si prišel do tega spoznanja, oziroma kaj je v bistvu indoktrinacija oziroma napačna narativa tega izraza Slovani? Ja, bom se jaz odvrnil najprej malo v šolo. Dobre. Začetek je ravno tam. Jaz sem bil kot otrok, sem zelo rad bral in mislim, da je bil 4. razred, ko sem prebral knjigo Frana Seliškega, finškega
pod svobodnim soncem, kar smo večinoma vsi to knjigo brali, ne? Po mojem, zdaj, kdaj, nima veze. Ampak jaz sem to knjigo še večkrat prebral, ker pač mi je bila všeč, ne? In me zanimala in z njo z veseljem prebiral. In v tej knjigi namreč je govora o naših prednikih v Sloveniji. Ne o Slovanih, o Sloveniji. Ne? In pa Anti so še zraven, ne? Ampak naši direktni, neposredni predniki so Sloveni. In pozneje v šoli smo se potem učili seveda o prednikih Slovanih. In takrat meni zadeva ni bila najbolj jasna. Kaj je zdaj? Zakaj gre? So zdaj naši predniki Sloveniji ali so Slovani ali kdo, ali kaj je to zdaj? Vse v bistvu ni velika razlika v samem imenu, je v bistvu samo ena črka, ampak ni pa enako, ne? In zakaj je ta razlika sploh nastala, ne? Jaz seveda takrat kot otrok nisem spuščal v neke podrobnosti glede tega, ne? Ampak pozneje me je to vprašanje spet začelo na nek način mučiti in me tudi vedno bolj zanimati. In ko sem mislim, da je 15 let od tega, 2009, tako, vse je to štima, ne? Ja, sem urejal knjigo ruskega avtora Jurija Ivanoviča Venelina, ki ima naslov v slovenščini Starodavni današnji Slovenci, sem spet naletel na to zadevo, oziroma to vprašanje. Izvirni ruski naslov knjige je namreč Drevnje in Nješnje Slovene, oziroma Slovenije, ne? In to pomeni, da je Rus Venelin v prvi polovici 19. stoletja za Slovence, prav Slovence, ne za nekoga drugega, ne vem, Čehe, Bolgare, Srbe ali kogarkoli, Poljake, ne, je uporabljal ime Sloveni v ruščini. Medtem ko za druge Slovene, torej Slovene v širšem smislu, pa je uporabljal takrat že novo rusko ime Slavjani. Ker to ime tudi ni staro, je zelo mlado v primerjavi z imenom Slovenije. Kako mlado, če lahko vprašam? Ja, v bistvu je iz 17. stoletja. Se pravi, zdaj, če gledamo realno, da je ime Slovenije pa iz tam vsaj 8. 9. stoletja, je dejansko pa še starejše, je potem to razlika 1000 let med obema imenoma, ne? Recimo, ne? No, in takrat me je tudi na to zadevo Slovenci in Sloveni Slavjani opozorila prevajalka, profesorica ruščine Ana Bervar. Ona je namreč prevedla to knjigo Jurija Venelina. In bistvenega pomena pri tem pa je, da sta obe imeni, se pravi ime Sloveni in ime Slovenci, istovetni, oziroma gre za soimeni ali pa soznačnici. Sopomenki. Sopomenki, tako je. Ja, tudi tako lahko rečemo, ne? In to dokazuje tudi pisanje Jurija Venelina v prvi polovici 19. stoletja, ampak to ni edini dokaz, pozneje bom še o tem kaj več povedal, ne? No, zdaj pa, ker jaz uporabljam za svoje delo predvsem računalnik, logično, ker pišem, ne, in to uporabljam slovensko različico programa Word, me je zmotilo takoj dejstvo, da če sem zapisal ime Sloveniji, mi je ta slovenska različica programa Word javila, da gre za napako. Kak napako, če je to naše ime, ne? In sem se začel spraševati, kako je to mogoče in zakaj se to dogaja. Ker to, da ta različica programa Word javi napako, pomeni, da je nekdo moral zbrisati naše starodavno ime v tem Wordu, oziroma ga sploh ni vnesel v njega, drugače ne more biti napaka, ne? Koga pa zdaj moti to naše starodavno izvirno zgodovinsko ime Sloveniji in zakaj tako hudo, da se to sploh dogaja, ne? To me je začelo potem zanimati, ne? In zakaj tega imena sploh ni v Wordovem slovarju. Ob tem, da so pa v tem istem slovarju, v Wordovem so pa različice Slovani, Sloveni in celo Slovini, kar je zelo redko se uporablja to ime Slovini, ne? Ampak so, Sloveni pa ne. No, to je bil en razlog. Drugi razlog, zakaj sem se lotil raziskave v zvezi s tem imenom, pa je bilo to, da nas v zadnjih 2, mogoče celo 3 desetletjih, se pravi nekako od leta 91 približno, nas vedno bolj prepričujejo, in zdaj ko to govorim, imam v mislih znanstvenike, ne vem, ali zdaj ne dam narekovaj, ali kaj ne s tem naredim, celo akademike Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Oni nas namreč prepričujejo, da smo Slovenci mlad narod,
ki je nastal šele okrog leta 1848, torej sredi 19. stoletja. In današnji predsednik SAZU-ja, torej te Akademije znanosti in umetnosti, doktor in profesor Peter Štih, zgodovinar, ki sodi dejansko tudi med vodilne promotorje te popolnoma neresjedne, da ne rečem lažnive teorije, niti hipoteza, mislim, kakšne teorije, niti hipoteza, to ni, ampak dobro. Dejstvo je, da s tem dobesedno zavajajo današnje rodove Slovencev, a hkrati jih pa delajo nesposobne preživetja v današnjem sodobnem globalnem svetu. Nimamo tega problema samo pri zgodovinarju ali pa zgodovinarjih, ampak imamo tudi na področju etnologije, narodoslovja oziroma antropologije. Tam je pa recimo to, kar je Štih pri zgodovinarjih, je tam podobna, na rekovajih, avtoriteta profesor dr. Božidar Jezernik. In oba dva nosilca te norosti imata svoj krog sodelavcev, ki vsi podpirajo protislovensko ideologijo in to dejansko počnejo v imenu znanosti ali pa pod krinko znanosti. Na vrh vsega pa so vsi še odlično plačani za slovenskim davkoplačevalskim denarjem. To je ta katastrofa in zaradi tega sem se jaz tega lotil. Ker je na primer ta Božidar Jezernik dobil za svojo skupino, ki je ugotavljala zadeve v zvezi z Slovenci in je uspela ugotoviti, da smo si mi besedo narod izposodili od Čehov, ker prej nismo poznali, čeprav v Beržinskih spomenikih je prisotna že beseda narod in Beržinski spomeniki so nedvomno slovensko besedilo, torej to norost, je ta krog znanstvenikov na čelu z Božidarjem Jezernikom od davkoplačevalcev dobil 1 milijon evrov. Da se mi lahko razumemo, kaj pomenijo te, jaz bom rekel, odkrito, to so svinjarije, ki jih mi plačujemo. Oni pa nam uničujejo naše otroke z bedarijami in butastimi, lažnivimi, zavajajočimi trditvami. Ti ljudje nam razlagajo, da so bili naši predniki ves čas Slovani in da so govorili slovanski jezik in da je bilo recimo Štih trdi, da je bilo ustoličevanje na Koroškem, na Gosposvetskem polju v Svatnah, da je to potekalo v slovanskem jeziku. Vemo, da je potekalo v slovenskem jeziku, ampak on to iz slovenskega jezika naredil slovanski jezik. Zato, ker naj bi ti Slovenci sploh ne obstajali še takrat. To on trdi. In tako naj bi šele v 19. stoletju po trditvah teh znanstvenikov narekovajo nastali Slovenci in pa slovenski jezik. In oni celo trdijo, da Primož Trubar in protestanti, Dalmatin, Krelj, Bohorič, Znojilšek in tako dalje, da oni niso mislili Slovenci to, kar mislimo mi. Da je to nekaj čisto drugega, da to ima zveze z neko podgovoritev, mislim, da Makarovič, zveze z cerkvijo. Čeprav to nima nobene zveze s cerkvijo. Ampak to je to, take stvari nam razlagajo. In prej, ko sem povedal, da sem se z imenom ukvarjal že leta 2009, ko sem urejal knjigo Jurija Venelina, Starodavni naši Slovenci, sem takrat v imenu društva Hervardi na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri znanstveno-raziskovalnem centru SAZU poslal dopis, uradni dopis z vprašanjem, kdaj je v slovenščini znano ime Slovani. In odgovor je bil naslednji. Ponavljam, da je to odgovor znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in sicer Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Odgovor pa je sledeč. Ime Slovani je bilo v slovenščini prvič zapisano, s tem pa tudi uporabljeno, v knjigi Janeza Nepomuka Primica z naslovom Nemško-slovenske branja, ki je šla v Graz leta 1813. Še enkrat pravim, 1813. Kaj za to dejstvo pomeni? Kaj to? Ja, to, da so naši predniki Slovenci ali Sloveni, ki do leta 1813 nikoli niso slišali, kaj šele vedeli, kdo so Slovani. Preprosto ni bilo. In tisti, ki so po letu 1813 prebrali to Primičevo knjigo, pa so ime Slovani razumeli samo kot svoje ime ali so pomenko za Slovence. Namreč v knjigi je to poglavje, ki nosi naslov Eno malo iz historije starih Slovanov ali Slovencev.
Se pravi, stari Slovani so pojmovani enako kot Slovenci, ker gre za soznačnico, ime, sopomenko. To je to. In pri slovenskih jezikoslovcih, pa bom samo par naštel, Ramovš, Kidrič, Bezlaj, Korošec, recimo, Rotar, pa tudi seveda drugih, ne, da ne govorim še potem pred njimi, Miklošiča pa Kopitar, recimo, je jasno, da smo Slovenci prevzeli torej to ime Slovani v 19. stoletju in to od Čehov. In zadeva je popolnoma jasna. In sploh ni sporna. Ampak tega nam noben ne pove. Tega se v šoli noben ne uči. Mi nič ne vemo o tem. Naši ljudje, naši otroci, naši mladostniki mislijo, da so bili Slovani ne leta 1813, ko so dejansko se v slovenščini pojavili, oziroma rečemo temu z drugimi svetami, nastali, ampak so bili že v prvem tisočletju. Ni res, ni temu tako. Ne? In vemo namreč tudi naslednje, ne? Da so slovenski protestanti v 16. stoletju s Trubarjem na čelu, poleg Trubarja pa moram izpostaviti še torej še štajerskega Slovenca, katoliškega duhovnika, ne protestanta, Antola Vranca iz Ormoža, ki je v svojih knjigah pisal o Slovencih, pa o mojih ljubih Slovencih, enako ali pa podobno kot Trubar, in da so ti Slovenci takrat živeli v deželah Krajinska, Koroška, Štajerska, Istra, Goriška, Bezjaška. Ne? Torej, ti pisci so pisali o naših prednikih in nihče izmed njih pa ni pisal o Slovanih. Vse ni mogel, ker tega imena niso poznali in tega imena dejansko ni možno najti nobeni izmed tedanjih knjig, recimo v 16. stoletju. Danes nas pa prepričujejo, da so Slovenci nekaj novega, ne Slovani, Slovenci, da so Slovenci nekaj novega, mladega ime, ki naj bi nastalo ali pa se je izoblikovalo šele sredi 19. stoletja. Kako? Če imamo čiste dokaze, jasne dokaze, če so ti, ko sem jih prej naštel, pisali Slovenci v 16. stoletju. To je 300 let razlike. Ne? In to se pravi, tukaj nekaj absolutno ne drži. Ne? Ali pa, kot bi rekli, ne pije vode. Dejansko ne. Če Slovenci do leta 1813 nismo nikdar slišali za Slovane, potem je to ime v slovenščini nekaj popolnoma novega in je to ime mlado, dejansko. Ne ime Slovenci. In ker je temu nesporno tako, sem prej povedal, kdo je tudi jasno zapisal, da je temu tako, potem Slovani nikakor niso mogli biti naši predniki, niti pred 300 leti, niti pred 500, niti pred 800, 1000 ali pa 1500 leti, enostavno niso mogli biti, ker nihče sploh ni vedel za nje. Ime je bilo neznano. In uporaba tega imena predstavlja tipičen anahronizem. Anahronizem pa je pojav, ko nekdo nek pojem iz drugega časa, iz drugega obdobja, iz drugega zgodovinskega obdobja, ali pa omike, se pravi omika je slovenska beseda za kulturo, napačno postavi v nek kontekst, ki mu nikakor ne pripada. In točno zato gre ravno pri uporabi pojma Slovani. Torej, v čem ti vidiš potem največji problem pri uporabi imena Slovani? Torej, čemu je to toliko problematično za slovensko istovetnost in kaj meniš o razmerju med imeni Sloveni in imenom Slovenci? Ja. Bomo začeli tam, kjer je treba začeti. Namreč ime Sloveniji je dejansko najstarejše ime za naše prednike, medtem ko je ime Slovani najmlajše. Vmes pa se je pojavilo še ime Slovenci. To je zdaj čista osnova. Ime Sloveni je bilo v tej obliki zapisano v več slovenskih jezikih, ne slovanskih, ker tih ni bilo. Ti jeziki so bili slovenski, ker so tudi tisti, ki so jih govorili, so se imenovali Sloveni. In Sloveni ne morejo govoriti slovanskega jezika, ampak samo slovenske jezike. No in to ime je bilo zapisano po 6. stoletju v zgodovinskih virih, predvsem pa množično po 9. stoletju. To je bilo v obdobju bratov Cirila in z drugim imenom Konstantina in pa Metoda. In to je splošno znano dejstvo. Ampak to seveda tudi vedo tako slovenski jezikoslovci kot slovenski slovaški. To je treba vedeti, da Slovaki, jaz jim pravim Sloveni, Slovaki, zato da se ločimo, govorijo tudi slovenski jezik. Doma so na slovenskem, njihove žene so Slovenke, zato so oni tudi slovenski narod in izvirni slovenski narod, poleg nas Slovencev.
Pa tudi Čehi, Poljaki, Rusi, Hrvati, Srbi, ne vem, Bolgari, praktično vsi Slovenije. Ne? In ime Sloveniji pozna več tujih soimen. To so latinsko ime Sklavi ali pa Sklaveni, grško ime Sklabenoj, tudi krajše različice Sklabeni, ne? Potem nemško Dislaven ali pa in tudi Divindiše. Sloveniji pa je najstarejše znano lastno ime, oziroma temu se reče tudi stojko avtonim vseh narodov, ki se danes imenujejo Slovani, Slavjani, Slaveni, Slovjani in podobno. Potem so se iz tega osnovnega imena Sloveniji razvile številne različice. In danes različno govorijo različne ti narodi, ne? Zato skupno ime. Najbliže izvirnemu temu osnovnemu imenu Sloveniji pa sta imeni dveh narodov, ki še vedno govorita oba slovenski jezik. Tako sem že prej povedal, se pravi Sloveno-Slovencev in Sloveno-Slovakov. To dejstvo seveda tudi potrjujejo številni zgodovinarji, jezikoslovci že od 15. stoletja naprej, recimo Pulkava, Bandke, Pelcer, Šafarik, Rovjetski, Venelin, Gilferding, Perwolf, Conte, Trubačev, pa da ne naštevam, ali pa recimo Slovenci, če rečem Popovič, Žiga Valentin Popovič, potem Kopitar, seveda, Miklušič, Trstenjak, Davorin, potem pa tudi številni jezikoslovci slovenski, Josip Šuman, Dragan Šanda, Fran Ramovš, Kidrič, Bezlaj, Korošec, Rotar, Lenček in tako naprej. Zdaj nima smisla tega naštevati, ker bi to lahko trajalo zelo dolgo. In celo, to tudi zanimivo, sam Peter Štih je v ilustrirani zgodovini Slovenci zapisal, da so sprva, in to zdaj navajam, Slovani so sami sebe imenovali Slovene. Torej, Slovani so sami sebe imenovali Slovene. Zdaj, jezikovni razvoj pri Slovencih, Slovencih, pa tudi pri Slovenih Slovakih, jasno kaže, da je bilo pri obeh narodih, ki sta vse skozi, spravi, dokler vemo o sanju, ostala zvesta svojemu izvirnemu imenu in jeziku, pri čemer prvotno ime Sloveni je množina, ne? Slovenija je ednina, Slovenka pa je ženska oblika imena. Pri Sloveniji zdaj govorim. Ne? In samo ti ljudje, ali pa naroda, ta dva naroda, so svoj jezik vedno imenovali slovenski jezik. In nikdar niso spremenili tega imena in ga imenujejo enako še danes. Pridevnik in prislov temu imenu je slovenski, slovensko, ne? Ime Sloveni je v teh pisnih virih zapisano, kot sem povedal, že od 6. stoletja naprej in se ohranja kot samo ime ali pa avtonim v raznih različicah med različnimi slovenskimi skupinami, med recimo Slovenci, nami, novgorodskimi Sloveni, pa recimo Sloveni Slovaki. Pa še so bili Slovinci v Veneckem oziroma Baltiškem morju, ki pa so izumrli, pa Slovenci v današnji Nemčiji, severni, vzhodni in južni, ki so tudi se tako imenovali, ampak jih več ni, ker nad njimi je bil pa dejansko izveden popolni rodomor strani Nemcev. In osnovno besedo oziroma koren imena predstavlja Sloven, ki je kaj po definiciji? Je človek slovenskega porekla oziroma tisti, ki pripada slovenskemu narodu. To ime Sloven je samo po sebi ni tvorjeno z nobenimi obrazili, ampak se uporablja kot koren za tvorbo drugih besed. In tako je prišlo do nastanka imena Slovenec, ker je Slovenec je moški, ki pripada slovenskemu narodu in pri tem je končnica ec, samo obrazilo, ki se uporablja za tvorbo samostalnikov, ki označujejo pripadnost ali pa poklic. Ne? V našem konkretnem primeru ni to poklic, ampak pripadnost narodu. Ne? Čisto preprosto. Poleg imena Slovenec pa imamo še besedo ali ime Slovenka. Ne? In v tem primeru pa gre za žensko, ki je pripadnica slovenskega naroda. In ima tudi obrazilo K, Sloven, plus obrazilo K, ne? Sloven, obrazilo ec je moški, Sloven, obrazilo K je pa žensko. In to obrazilo v imenu Slovenka dejansko se uporablja za tvorbo samostalnikov, ki označujejo žensko pripadnost narodu, slovenskemu narodu. In kar je zdaj najbolj značilno in tipično in predstavlja enega spet bistvenih dokazov, da sta imeni
Slovenec in Sloven dejansko soimeni oziroma sopomenki, ne, je to, da je ime Slovenka prisotno, takrat, ko govorimo o moški obliki imena Sloven, njihova partnerica je Slovenka. Pri moški obliki imena Slovenec je njihova partnerica tudi Slovenka. In kako bi zdaj mi to razložili? Se pravi, recimo, da poenostavimo zadevo, bili so Sloveni, njihove partnerice so bile Slovenke. In potem so se nekega dne spomnili karkoli in so Sloveni prenehali biti Sloveni in so postali Slovenci, Slovenke so postale Slovenke. In kaj zdaj? To nekako čudno vse skozi zveni, zato ker je to preprosta zadeva, ta ec je nepomemben, obrazil je. Ampak se pač začel potem v nekem obdobju po 10. stoletju, v 11. ali poznaje, se začel pač uporabljati v sodobnejšem slovenskem jeziku. Samo to je, nič drugega. In to ni prišlo do mene spremembe, ničesar. Isti predniki so to, ne? Če ne bi mogli reči, ne vem, moj praded Samo, ne, je bil Sloven, ne, njegov sin pa je bil pol naenkrat Slovenec, to je nesmisel, ne. Medtem ko tvoja prababica pa je bila Slovenka, ne, pa pol naslednja njena hčerka pa ti bila Slovenka. Čudno, ne, malo vse skupaj bi bilo, ne. Malo nelogično. Nelogično, ne, no, točno to, ne. Ampak mi imamo še več drugih dokazov za to, da sta ti dve imeni dejansko so imeni, oziroma so pomenki, ne. Imeni Sloveniji, seveda tudi Slovenci, ne, ter vrstni pridevniki slovenski, ne, vrstni red, so dokazano znani in so v uporabi zagotovo več kot 1000 let, 1500 let. Ne, že. Zagotovo, po mojem še več, ampak nimamo pisnih dokazov, to zdaj ni bistvo. Pisni dokazi pač z nekaj obdobja ne obstajajo, ali so bili uničeni, ali so jih takrat sploh ni noben zapisal, ali so se izgubili, to zdaj ni bistvo, ne. Bistvo je, da imamo več kot 1000 do 1500 let, pa imamo dokaze, pisne, ne. In naši predniki so uporabljali tako za poimenovanje lastnega naroda, kot tudi, oziroma v smislu vrste, temu se latinsko reče species ali species, ne, kakorkoli že, to je v ožjem pomenu, pa tudi širše, za poimenovanje celotnega rodu, to je latinsko genus, ne, in za oboje je med 16. in 20. stoletjem, to je obdobje 400 let približno, v srednji Sloveniji, se pravi na Krajinskem, Štajerskem, tudi Koroškem, je prevladovalo, Primorju, je prevladovalo ime Slovenci. Medtem ko je na vzhodnem delu slovenskega ozemlja, to je v Prekmurju in pa Porabju, ali pa če rečem temu v Blatenski Sloveniji, pa tudi v Bezjaški Sloveniji, ki je južno, pa na zahodnem narodnem obrobju, to je pa v Beneški Sloveniji, je pa prevladovalo ime Sloveniji, istočasno. Pa tudi Slovenci, ampak prevladovalo ime Sloveniji. Se pravi, o tem tudi ni preprosto nobenega dvoma in ga ne more biti pri nikomu. In to je jasno Rusom, Poljakom, Čehom, Srbom, Bolgarom, Hrvatom in drugim največje težave s tem pa imamo kdo? Ja, ravno mi, Slovenci, Slovenci in Slovaki. Malo čudno, smešno, ampak je tako. Zakaj? Zato, ker nas prepričujejo nekaj drugega. Zato. Ampak kaj je pa vzrok za to? Kaj meniš? Vzrok za to so interesi. Vzrok za to je ideologija. Vzrok za to je dejstvo, da smo mi na zelo pomembnem zemljepisnem področju, da zapiramo Nemcem dostop do Jadranskega morja. In seveda potem je še en kup drugih vzrokov, ampak mislim, da so ti ključni, kaj sem zdaj naštel. Tako da zdaj, vi ste mene prej vprašali še nekaj drugega, ne? Zakaj je uporaba imena Slovani problematična za slovensko istovetnost ali identiteto, ne? Je tako? No, pogledajte zdaj, uporaba izrazov ali pa imen Sloveni, Slavjani, Slaveni za obdobje 6. stoletja, pa potem v naslednjih stoletjih, vse praktično do 19. je, kot sem že povedal, tipični anahronizem in je nespremljivo in napačno ravnanje.
nekega novo iznajdenega, novo ustvarjenega imena ne moremo uporabiti, pa ga potem nekritično prenesti za 900 ali pa 1100 let, ali pa zdaj ni bistveno koliko točno let, ne, v preteklost, pa z njim zamenjati neko takrat obstoječe ime. In to ime je bilo Slovenija. Zakaj bi pravzaprav sploh nekaj takega naredili? To je ključno vprašanje, ne? Prvič, ker to preprosto ne ustreza dejstvom, več kot očitno je, da gre za neko laž oziroma za neresjedo, nekaj, kar ni res. In že to je samo po sebi problematično. Še bolj pa pol nadaljevanje, iz katerega izhaja, da naj bi se Slovenci to, kar nam zdaj prodajo, kar nam hočejo prodati, no, kot zadnji izmed teh tako imenovanih Slovanov, ki pa sploh ni bilo, kot smo že ugotovili, ne, bi se mi najzadnji med njimi, ali pa med zadnjimi izoblikovali nov narod. To dejstvo nas dela v bistvu neboglene, nesposobne, najmlajše, najbolj odvisne in to predstavlja tudi podlago, iz katere potem razvijajo izrazito protislovensko ideologijo, da smo mi nezgodovinski narod. O tem se tudi zdaj učijo celo na fakultetah zgodovine, celo na filozofskih fakultetih, recimo, ne. To je tako imenovani češki Horohov model. In tipična predstavnika nezgodovinskih narodov sta dva. Ne boste mi verjeli. Sloveni Slovenci in Sloveni Slovaki. Tako, ne? To je to. Glede, s tem se naši pripadniki slovenskega naroda ne morejo poistovetiti. In to je največja škoda, ki jo povzroča to vrstno početje, oziroma laži in zavajanja. Se pa vse to počne načrtno. In cilj tega je, po mojem prepričanju, do skrajnosti oslabiti slovenski narod, končni cilj pa je njegovo uničenje. Oziroma rodomor, genocid, kakorkoli, ne. Genocid je tudi rodomor, je naša beseda, ne. In ta rodomor se ne izvaja nujno samo direktno z vojaško silo oziroma z nekim orožjem, ne. Ampak se izvaja tudi z načrtnim vzpostavljanjem razmer, ki lahko povzročijo delno ali popolno uničenje, v končni fazi pa izbris nekega naroda. In za to dejansko gre. To so metode specialne vojne proti Slovencem, ki pa so še bolj problematične zaradi tega, ker je večina Slovencev ne vidi, jih ne zazna, jih sploh ni sposobna zaznati, niti razumeti. Ko pa enkrat bo pa stanje tako slabo, oziroma malo dramatiziral, bom rekel, hudo dramatično, ne, da bo takrat edina rešitev, bo takrat skrajni ukrepi. To se pravi nezogibno totalni spopad. Zdaj, da ne bom šel pregloboko v to, bom se tu ustavil, ne. In takrat bo pa vsekakor v pravem pomenu prištete zrade besede, ki jih pripisujejo Trubarju, stati in obstati, pa mislim, da še bolj Prešernova prerokba, manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužnji dnovi. Zdaj, tipični primer take specialne protislovenske vojne predstavlja tudi pisanje Petra Štiha, ki se glasi, pa bom zdaj to navedel, ne. Slovani so sami sebe imenovali Slovene, v ednini Slovenin, pridevnik slovensk, čeprav za to slovansko obliko imena, ki je prvič izpričana v stari cerkveni slovanščini, ni čisto gotovo, da se je nanašala na vse Slovane. To je zdaj v bistvu navedek iz pisanja Petra Štiha v knjigi Ilustrirana zgodovina Slovencev. In sicer se zadeva še nadaljuje, ampak zdaj mi ne bomo danes tu brali tega, ker to je nesmiselno, ne. Nimamo niti časa, da bi to počeli. Mislim, da 2000, če se ne motim, 2000. To je novejša knjiga. Ja, 25 let recimo, da bo zdaj, ne, počasi stara. Ampak zdaj, gledajte, če so Slovani sami sebe imenovali Sloveni, čakajte, kaj je to logično sploh? To pač piše predsednik SAZU-ja, Peter Štih. Ja, kdo jih je pa pol, če so oni sami sebe imenovali Slovene, kdo jih je pol imenoval Slovani? Zato, ker Nemci so imenovali Dislaven, ali pa Divindiše, v latinščini so imenovani Sklavi ali pa Sklaveni, v grščini so bili Sklabenoj ali pa Sklabenoj, Italijani so imenovali Schiavoni, Mađari so imenovali Toti. Ja, kdo jih je pol imenoval
Slovani, če so sami sebe imenovali Sloveni, to je že dokaz, to je prvi dokaz, če Štih sploh se ne zaveda, kaj je napisal, ampak to je dokaz, da je prvotno ime Sloveni, ne Slovani. Ampak on tega niti ni znal pravilno napisati in zato zapisal nekaj, kar je samo sebe negirane, samo sebi posmehne. Kdo bi se imenoval sam Sloveni, pa obenem bi se imenoval še pa Slovani. To je norost, ne? In nesmiselno. Zato je v bistvu ta Štihova trditev, da so Slovani sami sebe imenovali Slovene, dejansko neresnična in zagotovo je napačna. Pa tudi z ničega ni dokazano, ker to sploh ni bilo. Ne? Ime Slovani se je namreč pojavilo v češkem jeziku stoletja pozneje, kot je ime Sloveni. Po našem vedenju je to bilo v 15. stoletju komaj. Mi pa v Sloveniji govorimo za neko 6., 7., 8., 9. in naprej. To je spet 1000 let razlike, skoraj. Ne? Samo Sloveni so sami sebe imenovali Sloveni in nikakor drugače. In jasno in logično je, da tisti, ki sami sebe in svoje sonarodnjake, svoje rojake imenuje Sloven, da je Sloven, ne pa Slovan. Več kot 1000 let pozneje, se pravi, okrog 1500 let, bo bolj pravilno, bolj natančneje povedal, je pa vatikansko spodbojeno akademsko preimenovanje se pojavilo, ko so iz Slovenov umetno ustvarjali Slovane, ampak to dejstvo, mislim, to ne more spremeniti dejstev niti v zgodovine. Glede razmerja, to še bilo pa tudi eno izmed vprašanj na začetku, med imenoma Sloveniji in imenom Slovenci je stvar pa tudi popolnoma jasna in razčiščena. Jaz sem danes že povedal večkrat, da gre za soimenje oziroma sopomenki. Dokazi, tudi že povedal, Slovenka je dokaz, Jurij Venelin pisal je dokaz, ampak pustimo zdaj to, gremo na druge dokaze. Primož Trubar. Pri njemu najdemo oziroma obe obliki imena Slovenci in Sloveni v istem stavku. On pravi, mi Slovenci, zapisal je, ne pravi, zapisal je, mi Slovenci pravimo, jaz verujem v Boga, ali tega Boga, zakaj mi Sloveni to besedo in tako naprej. Zdaj, imamo mi Slovenci in mi Sloveni v enem stavku. In to je zapisal Trubar, to zapravo on je imel vse za in Slovena in za Slovenca. In mu je to predstavljalo, ni zapisal, da je med tema dvema imenoma kakšnakoli razlika. To je bilo v knjigi Katekizmu z dvema izlagama, z dvema izlagama, ki je šel v Tübingenu leta 1575. Potem imamo en dokaz, je spet Antol Vramec, ta zelo malo poznani štajerski Slovenec, prvi slovenski zgodovinopisec, oziroma avtor prve slovenske zgodovinske knjige Kronika, ki je šla v Ljubljani leta 1578. On je tudi za naše prednike uporabljal obe imeni, Slovenci in Sloveni. Enako Jurij Dalmatin, ne? Pa še več je drugih, ampak pustimo zdaj to. Torej imamo več kot dovolj jasnih dokazov, da sta ti dve imeni Sloveni in Slovenci soimeni. In to sem tudi že prej povedal, da dokazujejo tudi beneški, koroški, prekmurski, bežaški Slovenci, ki so ravno tako uporabljali obe imeni, Sloveni in Slovenci, v 19. stoletju še in celo v začetku 20. Je pa res, da sta bili ti imeni uporabljeni v različnih pomenih. In v ožjem smislu, in v širšem smislu. Ne? Ampak to v nobenem primeru ne spreminja njihovega osnovnega pomena. Oboji so bili nesporno naši predniki in pri obojih o tem ni nobenega, niti najmanjšega dvoma. To je bistvo.